Dostop do bančnega računa 24 ur na dan iz domačega fotelja. To je le ena prednost, ki jo omogoča elektronsko bančništvo. A elektronsko bančništvo je tudi varno. Tisti najšibkejši člen smo sami uporabniki, ki nevede odpremo vrata zlorabam. Do zlorabe naše banke pride najpogosteje na dva načina. Prvi način je ta, da ti pošljejo sporočilo v imenu banke, ki te poziva k temu, da se nujno moraš prijaviti v svojo spletno banko. Dober dan, a je to banka? Leti njega, no, če je to banka. Mislim, da je to banka. Ja, normalno, gospode, banka, se imamo logotipa, ne? Gre za lažno sporočilo v imenu tvoje banke, ki te poziva, da se moraš nemudoma prijaviti v svojo spletno banko. Če slediš povezavi v tem sporočilu, boš prišel na spletno stran banke in v primeru, da boš tam dal svoje geslo, boš tvoje geslo v bistvu posredoval napadalcem. Drugi način je pa ta, da v bistvu nam goljuf okuži računalnik z virusom. Ta virus potem posreduje napadalcu naše geslo ali naš certifikat. Certifikat lahko dodatno zaščitimo s tem, da ga shranimo na pametni USB ključek, ampak seveda nobena zaščita ni 100%. Marca letos je policija v sodelovanju z Uradom za preprečevanje pranja denarja in centrom SICERT razkrinkala kriminalno združbo, ki je na podoben način vdrla v spletne račune 48 podjetij in fizičnih oseb ter skupaj odtujila kar 2 milijona evrov. V teh primerih je šlo za kombinacijo socialnega inženiringa in okužbe. Ciljali so predvsem na računovodstvo manjših podjetij, kot da jim piše davčna uprava ali pa njihova banka. Sporočilo pa je bila priložena datoteka, ki pa je vsebovala virus. Prek tega virusa so napadalci lahko potem dostopali do računalnika in z njim upravljali. Če uporabniki niso upoštevali navodil banke o varni uporabi spletnega bančništva in bančne kartice, pametne kartice niso iztaknili iz čitalca, poleg tega pa so še računalnik pustili čez noč prižgan, so jim lahko napadalci pokradli denar iz banke. Zato je res nujno, da uporabniki, tako poslovni kot zasebni, pri uporabi spletnega bančništva upoštevajo varnostna priporočila. Bistveno je to, da lahko za varnost pri poslovanju z elektronskim bančništvom največ naredi sam komitent banke. In sicer je najpomembnejša osnovna zaščita računalnika. Sem posod požarna pregrada, se pravi antivirusna programska oprema, pa tudi redno posodabljanje vse nameščene programske opreme na računalniku. Zelo nevarno je tudi nalaganje sumljive programske opreme, recimo nelegalnih igric in podobno, ki nikakor ne sodijo v bistvu na računalnik, kjer se uporablja elektronsko bančništvo. Kadar pa pride do sumljivega klica ali pa recimo elektronske pošte, ki je sumljiva, je potrebno vedno preveriti, če gre res za tistega klicatelja oziroma pošiljatelja takega sporočila. To najbolj, da preverimo po telefonu ali pa na kakšen drug način, skratka preko drugega kanala. Pomembno je tudi, da se pri svoji banki pozanimamo, kakšni so dodatni elementi varovanja elektronskega bančništva. Še več primerov spletnih goljufij in znakov, kako jih lahko prepoznate, najdete na portalu varninainternetu.si.